Kulturna panorama. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, teden je naokoli in spet vas vabimo k pregledu oziroma našem izboru dogodkov in fenomenov na področju kulturne produkcije v preteklem tednu. Oddajo pripravljamo v uredništvu za kulturo in resno glasbo tretjega programa Ars Radia Slovenija. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin, za pravšen zvok skrbi Max Pust, pred mikrofonom pa sem tokrat Goran Tenze. Začenjamo s 3 festivali, 2 sta se začela, eden pa sklenil. V Mariboru se je včeraj v petek začel mednarodni festival računalniške umetnosti, ki ga že 31 let pripravlja Mladinski kulturni center Maribor. Tudi včeraj se je na Vodnikovi domačiji v ljubljanski Šiški začel 9. festival angažiranega pisanja ITN. Sinoči pa se je v Ljubljani sklenil festival migrantskega filma. V galeriji Cankarjevega doma v glavnem mestu je odprta razstava z izborom iz likovne zbirke skupine Telekom Slovenije. Ob 20-letnici smrti slikarja Jožeta Pohlena je v Kopru odprta retrospektivna razstava z naslovom Vztrajanje pod robom. V Mariboru se je včeraj pričel mednarodni festival računalniške umetnosti MFRU, ki ga, kot že omenjeno v uvodu, 31. leto pripravlja Mladinski kulturni center Maribor. V 10 dneh na različnih lokacijah v centru mesta bo festival, umetniška vodja sta Lara Mejač in Davide Bevilacqua, predstavil dela, ki obravnavajo prikrite povezave med medijskimi tehnologijami, uporabniki ter znanjem in informacijami. Naslov letošnje edicije je Ezoterična ekotehnika, iracionalna komputacija in zarotniško mreženje. Več pa v prispevku, pripravila ga je Aleksandra Saška Gruden. Umetniška dela predstavljena na 31. mednarodnem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru so polna skrivnostnih in simboličnih pomenov, kar nakazuje že sam naslov letošnje edicije. Kuratorica Lara Mejač. Z Davidom Bevilacqua, sokuratorjem, so v bistvu začela o tej temi bolj razmišljati, ko sva dobila minoritsko cerkev kot neko prizorišče. So se pa te ideje pojavljale že v pretekli ediciji, ki sva jo kurirala, torej kako razmišljati o nekih alternativah v času, ko se nam zdi, da smo zelo nemočni. Še posebej recimo s socialnimi omrežji, z novicami, ki jih dobivamo, z v bistvu občutkom, da so sistemi večji od nas in da zelo težko kot posamezniki karkoli naredimo. In so v bistvu izhajala sploh v kontekstu nekega tega big techa oziroma teh nekih tehnoloških korporacij, kako delovati na nek alternativen način, kako se povezovati z somišljeniki, kako mogoče ustvarjati neke nove skupnosti. In to je neka rdeča nit, ki se vleče že od prve edicije, ki smo jo kurirala, torej 30. lani, ampak tukaj zdaj dobiva še mogoče neko to ezoterično noto. Do te ezoterike pristopava iz 2 vidikov. En je, da tehnologijo v bistvu še danes, čeprav jo ves čas uporabljamo, ne razumemo zares, in ima še vedno neko magično konotacijo, ko v njej razmišljamo, še posebej zdaj v času umetne inteligence, algoritmi, kako dobivamo informacije, še vedno v bistvu je zavito v neko magičnost. In tudi velike tehnološke korporacije nekako na ta način predstavljajo
neke mehanizme, ki jih sploh ne poznamo. In v tem kontekstu recimo je zelo zanimiva razstava, projekt Tactical Tech, ki je na ogled v Hiši arhitekture v Mariboru in je nastala v sodelovanju z Fakulteto za arhitekturo in gre v bistvu za izobraževalno razstavo. Torej, Tactical Tech so neodvisna organizacija, ki se ukvarja prav z predvsem ozaveščanjem mladih, na kakšen način uporabljajo tehnologijo, na kakšen način jo gledajo, konzumirajo, in ta razstava recimo je nek ta pokazatelj tega, da smo razmišljali v bistvu o tej neki magičnosti. Drugi vidik pa je prav v tem, kar sem prej omenjala, torej gre v bistvu za iskanje nekih, kako drugače razmišljati. Torej, tehnologija oziroma način, kako so nam danes v racionalnem svetu predstavljene stvari, so vedno zelo faktične, v bistvu ni nekega prostora za domišljijo, za neko iracionalnost, in tukaj v bistvu pride ta ezoterika, ki ni v tem klasičnem pomenu, kot bi si predstavljali, mogoče nek ta New Age, ampak bolj ezoterika, kako razmišljati drugače, kako najti neke nove sisteme, neka nova povezovanja, mogoče neke podtalne stvari. In tukaj sva izhajala iz knjige italijanske teoretičarke z naslovom Anarhizmos, in v bistvu ona prav raziskuje, da so vedno neka odporniška gibanja vedno imela nek element magičnosti že v zgodovini in da so vedno, ne vem, od luditov do v bistvu nekih ljudi, ki so bili mogoče malo skeptični do sistema, vedno imeli zarotniške aspekte, in v bistvu to zarotništvo mi to vzameva kot neko izhodišče, tako da sva k sodelovanju povabila umetnike, ki na nek način ali ustvarjajo nove sisteme na podlagi nekih zgodovinskih dejstev oziroma zgodovinskih raziskovanj, ali pa čisto tehnično oziroma na neke prikrite načine ustvarjajo nove skupnosti in nove sisteme. Kot pove Lara Mejač, festival MFRU razkriva več vidikov izbrane teme in te predstavlja na večjih lokacijah. Osrednje prizorišče je v prostoru nekdanje minoritske cerkve in kot je običaj, MFRU vsako leto predstavi dela umetnikov različnih generacij. Letos se osredotoča na ustvarjalce mlajše in srednje generacije. Ena od vizij festivala, in upam, da tudi za naprej, je, da se recimo povabi tudi mlajše generacije, ki prevzamejo nekatere dele festivala. Letos recimo smo kuriranje študentske razstave zaupali Vidu Koprivšku, gre za mlajšega umetnika, ki živi v Mariboru in je v bistvu delal z umetniki potem in umetnicami svoje generacije, s tem, da smo ta javni poziv razširili tudi mednarodno. Tako da imamo letos umetnika iz Avstrije in pa 2 slovenska umetnika. Tako da recimo študentska razstava, mislim, da je en element, ki je zelo pomemben, da ostane kot del festivala in ki res zelo namerno vključuje neko mlajšo generacijo, sploh z neko vizijo, da postanejo del festivala in da ga mogoče potem gradijo tudi naprej. Potem pa seveda, ker pač z Davidom sodelujeva z določeno generacijo umetnikov, je potem glavna razstava seveda bolj povezana z neko najino generacijo, ampak se mi pa zdi, da je zelo pomemben format, ki tudi v bistvu že zelo dolga leta se ohranja na MFRU-ju, je pa v fokusu. Lani recimo je bil v fokusu malo drugačen, ker smo se bolj ukvarjali z 30. obletnico festivala in smo v bistvu razmišljali o nekih preteklih edicijah in idejah in pogledih. Letos pa smo k sodelovanju povabili Stadtwerkstatt. Gre v bistvu za kolektiv, ki v Linzu deluje od 80. let in gre v bistvu za neko skupnost različnih umetnikov, teoretikov, aktivistov, ki pa potem bodo v Medianoxu predstavili v bistvu zgodovino svojega delovanja, hkrati pa tudi njihov najnovejši projekt, ki so ga letos predstavili v sklopu Ars Elektronike, kjer gre v bistvu za preopraševanje megle kot medija v povezavi z tehnologijo in povezavi v bistvu z prenasičenostjo informacij, ki jih dobivamo ves čas. MFRU v Mariboru skozi festivalski program razkriva zgodovino kot nelinearen proces, poln razcepov, pozabljenih možnosti in zarotniških poti. Zaključil se bo 5. oktobra.
Včeraj v petek se je na Vodnikovi domačiji v Ljubljanski Šiški začel 9. festival angažiranega pisanja ITN. Nastal je z zavedanjem, da nobena literatura ne more biti izvzeta iz družbenega konteksta, v katerem nastaja. S pogovori, literarnimi branji in predstavitvami knjig bo festival raziskoval vlogo literature pri boju za pravičnejšo družbo. Več pa je pripravila Ana Lorgar. Festival angažiranega pisanja ITN se je včeraj na Vodnikovi domačiji v Ljubljani začel z izmenjevalnico knjig in nadaljeval s predavanjem o sramu in literaturi. Nastanek festivala, ki letos traja že 9. leto zapored, je vzniknil iz želje po tem, da bi na njem sodelovali predvsem mladi, ki na svet gledajo s kritičnejše perspektive in z željo po spremembi. Več o samem začetku festivala pove Alenka Veler, članica programskega odbora. Festival ITN je nastal pred 9 leti. Najprej je bila to ideja narediti en festival, ki bo nagovarjal mlade. In ko smo ga prvo leto nekako planirali, smo ga planirali odrasle programske vodje, ki smo si nekako zamislili, kako bojo prišli mladi ljudje, vsi zadovoljni, da nekdo za njih pripravlja fajn program. Predvsem smo se morali najprej vprašati, kak festival naj bi to bil. In glede na to, da je bila že na tem prvem ustanovitvenem sestanku Nika Kovač, je jasno, da je hitro smo prišli do tega, da je verjetno fajn, da tak festival tudi reflektira družbo. Se pravi, kaj se v njej dogaja, kje smo v tem času in kako se s tem povežejo knjige. Ustanoviteljice festivala so si želele ustvariti festival, na katerem bi se srečevali mladi avtorji na začetku svoje ustvarjalne poti z že uveljavljenimi avtorji. Želele pa so dati tudi prostor mladim, da lahko na festivalu predstavijo svoje ustvarjanje. In zakaj angažirano pisanje? Predvsem zato, ker se nam je zdelo, da beseda ima moč in da dobra literatura in da dobra umetnost lahko kaj spremeni. Predvsem pa v svetu, v kakršnem živimo zdaj, polnem neenakosti, polnem nekih grozot, je še toliko bolj pomembno, da iščemo tudi poti, kako ven iz tega, kako ta svet narediti boljši, in eden od načinov se nam zdi, da je branje, pisanje. Zdaj, kmalu se je pokazalo, da bo tak festival uspešen le za mlade, če ga bodo soustvarjali mladi. Zato smo že kmalu povabili, vsaj drugo leto, že v sodelovanju mlade iz društva Novi Dijak. In vsa ta leta tudi z njimi sodelujemo. Ampak načini, kako mladi prihajajo v ekipo in sooblikujejo program, se pravi, ena izmed pomembnih reči, ki smo se jih naučili v teh letih, že takoj na začetku je bila, vključiti jih je treba oblikovanje programa, vključiti jih je treba v samo organizacijo, ker tako bo ta festival zares njihov. Festival vsako leto objavi javni poziv za sooblikovanje festivalskega programa. Mlade tako vključijo v programsko skupino, promocijo in v izvedbo. Torej vse ključne korake, ki so potrebni, da festival deluje. Letos je rdeča nit nasilje, ki je v literaturi velikokrat prisotno v intimno izpovednih zgodbah, toda skozenj pronica resničnost strukturnega nasilja sveta, v katerem živimo. Dobri pisatelji, ki se teh tem lotevajo, znajo te teme prikazati na način, da se ob tem zamislimo, mogoče ukrepamo, mogoče spoznamo neke nove načine spoprijemanja s tem, mogoče se samo seznanjamo s tem, in vse to nekako nas pripravi do tega, da smo čuječi in da smo na nek način angažirani, tudi sami kot bralci, hkrati pa tudi kot ljudje, ki mogoče v vsakdanjem življenju smo pripravljeni narediti kakšen korak, da bi se kakšna stvar izboljšala. Na festivalu je sinoči nastopila tudi Radmila Petrović, srbska pisateljica, katere pesniška zbirka Moja mama ve, kaj se dogaja v mestih, je bila pred kratkim prevedena v slovenščino. Sicer pa Alenka Veler na festivalu izpostavi še 2 dogodka. Na festivalu bojo zopet, tako kot vsako leto, naše stalnice, kakor je, menjalnica poezije, na kateri se srečajo pesniki, ki svoje počele začenjajo in jih izberemo na natečaju, potem pa njihove pesmi prebirajo uveljavljeni pesniki, ki so si jih
ti ljudje izbrali in obratno, skratka en zelo fajn dogodek. Tudi en tak se mi zdi topel, predvsem zaradi tega, ker se srečajo v glavnem generacije, ki se sicer težko srečajo kar takoj na začetku, če si ti še neobjavljen pesnik. Zelo fajn dogodek je tudi taki en, ki smo ga zasnovali lansko leto, povabimo enega avtorja ali pa avtorico, ki povabi svojega gostja ali pa gosta, da se z njim pogovarja. Hkrati pa dobi tudi nekaj vprašanj iz publike in je to en tak dober način, kako mogoče avtorje spoznati z ene druge plati. In mogoče jim zastaviti tudi kakšno vprašanje, ki jih sicer na literarnih dogodkih ne dobijo. Tako kot vsako leto so torej članice in člani programskega odbora mladi. Kako oni gledajo na kuratorsko prakso ustvarjanja festivala in kaj za mlade pomeni angažirana pisava, pojasni ena izmed članic, Lara Nija Matos. Ni nujno, da je sama literatura angažirana, ampak je zelo pomemben naš izbor, ko mu damo besedo na tem festivalu. Pa mislim, že na slovenski sceni se mi zdi, da je že z tega vidika pomembno, kdo bo v bistvu recimo dobil že naš honorar, pa je banalno na nek način, ampak enim ljudem pač samozaposlenim v kulturi sploh ali pa nekim avtorjem, ki so še na začetku svoje ustvarjalne poti, pa tako da se mi zdi, da je to angažirano, ampak na splošno pa pač jaz vidim to literaturo, ki prepleta med sabo pač neke družbeni periferije ali pa obravnavanje nekih manjšin, pa se mi zdi, da se to v zadnjih letih sploh literaturi ful prepletajo te tematike med sabo, ker je vedno več tega zavedanja, da je vse skupen boj na nek način, tako da na koncu sploh ni težko najti stvari, ki se, vse se nekako na koncu, vse knjige se nekako povežejo v neko večjo celoto. No. Festival je pozornost namenil tudi temi izbrisanih, torej prebivalcem Slovenije, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve po osamosvojitvi izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev. Govorci so na okrogli mizi spregovorili o knjigi. Tega se ne da izbrisati iz zbirki pričevanj ljudi, ki so bili izbrisani. Še ena res fajn in pomembna knjiga Andraža Rožmana, ki ga vsi poznamo po njegovi dokumentarnem leposlovju, bi se lahko tako rekla. Ne? Sam festival pa se je odprl z okroglo mizo o sramu. Do srama smo prišli predvsem zato, ker je Blaž Kavšek predlagal, da bi Ivana Zajc imela teoretsko predavanje o sramu, ker se s tem ukvarja in smo se pogovarjali o tem, da se ful nekako veže na nasilje pa na to, kako sploh obravnava to temo, pa zakaj ni, mogoče zakaj je še do neke mere to tabuiziran, zakaj ne pride v javno sfero in sta zelo povezani stvari med sabo. ITN, ki nastaja v organizaciji Vodnikove domačije Center oziroma Inštituta Divja misel ter Inštituta 8. marec, pa se bo zaključil v nedeljo z gledališko-gibalnim performansom 2050, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Pionirskim domom. Sinoči se je v Ljubljani sklenil festival migrantskega filma. Predvajali so 7 celovečernih filmov, od teh 2 igrana, in več kratkih in srednjemetražnih. Med celovečernimi dokumentarnimi je bil na sporedu tudi slovenski film Tonija Cahunka, o katerem smo že poročali v eni prejšnjih oddaj Gremo v kino. Našo pozornost pa je pritegnil tudi film moldavske avtorice Otilje Babare, Ljubezen ni pomaranča. Film pripoveduje o tem, kako so po razpadu Sovjetske zveze moldavske ženske množično odhajale na delo v Zahodno Evropo, svoje otroke pa so pustile doma pri sorodnikih in se vrnile šele po več letih. Nekaj podrobnosti je pripravil Matej Juh. Medtem ko so mame domov pošiljale denar in druge dobrine, so jim otroci odgovarjali s pomočjo nove tehnologije, z videoposnetki in sporočili na videokasetah.
Ti amaterski posnetki predstavljajo glavni del dokumentarnega filma in pričajo o boleči praznini, ki so jo v življenjih svojih otrok pustile mame, ki so Moldavijo zapustile, da bi svojim družinam omogočile boljše življenje. In kako se je vse skupaj začelo? Otilija Babara. Rekla bi, da ni določenega trenutka, ko se je vse začelo. Šlo je postopoma. Ko sem odraščala, je večina mojih prijateljev ostala brez mater, vendar je to vplivalo tudi name. Najprej se mi je to zdela krasna stvar, potem pa sem ugotovila, da preživljajo travmo in da sem jaz pravzaprav srečnica med njimi. K temu sem se vrnila, ko sem pred 12 leti sama postala migrantka in sem začela o njih razmišljati drugače, s svojega vidika, čeprav je bila moja migrantska izkušnja precej drugačna od njihove. Ko sem v tujini magistrirala in sem si morala izbrati temo magistrskega filma, sem se vrnila k tej temi. To pa je sovpadlo z vrnitvijo matere moje prijateljice iz Grčije. Tam je bila kar 12 let in začeli sta živeti skupaj ter hkrati ugotovili, da med njima sploh ni nobenega odnosa oziroma da ga morata šele vzpostaviti. In to je bil trenutek, ko sem začela ustvarjati film. Vzela sem kamero, veliko časa preživela z njima in ju snemala. Trajalo je kar 3 leta. Končalo pa se je tako, da sem problematiko odprla in iz tega naredila širšo zgodbo o migracijah. Snemanje z njima pa mi je služilo kot raziskava. Otilija Babara trenutno živi v Bruslju. Na evropskem magistrskem programu Doc Nomads je pridobila diplomo z področja dokumentarnega filma, bila pa je tudi udeleženka programa Berlinale Talents leta 2013. Kot rečeno, je film sestavljen iz videoposnetkov, ki so jih posneli očetje in sorodniki z otroki, ki so čakali svoje matere. In čakanje je trajalo dolgo, 10 let in več, nekatere matere pa se sploh niso vrnile. Yes, it's a long time and I think they didn't know themselves that this is going to take so long. Ja, to je res dolgo. In same niso vedele, da bo trajalo toliko časa. V tujino so odhajale večinoma brez dokumentov, s turistično vizo ali popolnoma ilegalno. To je pomenilo, da se sploh niso mogle vrniti, če bi hotele spet kaj zaslužiti doma, zato se je večina odločila, da ostane v tujini in počaka na dokumente. Trajalo je 2 ali 3 leta, odvisno od osebe, včasih pa tudi več. Tako da so se vrnile šele po 3 ali 4 letih in videle svoje otroke. Ostale so zelo malo časa in potem znova odšle. Prva 3 ali 4 leta se torej sploh niso videvali, po pridobitvi dokumentov pa so se načeloma lahko večkrat vrnile, ampak še vedno samo 1 ali 2 letno. Ob tako redkih obiskih družinskih odnosov seveda ne moreš vzpostaviti. Mislile so, da jih bodo z darili in telefonskimi klici ohranile, vendar so precej pozno ugotovile, da je neposredni fizični stik tisti, ki je zelo pomemben. Film pa tematike nikakor ne podaja enostransko, predstavlja družinska trpljenja in travme, ki jih je sprožil določen zgodovinski trenutek, prek videoposnetkov prikaže usodo zapuščenih otrok in mož, materam, ki jih v filmu ne vidimo, razen na nekaj fotografijah, pa podeli kolektivni glas. Govor zanj je režiserka Otilija Babara sestavila na podlagi njihovih pisem, intervjujev z njimi in WhatsApp sporočil. Prikaže torej tudi njihovo žalostno usodo dobesedno odtujenih mater, ki nas spomni na podobno zgodbo slovenskih Aleksandrink. Posredno film tako spregovori tudi o težkem gospodarskem položaju v državi po osamosvojitvi leta 1991 in Otilija Babara ob tem pravi, da se v državo zdaj vračajo ljudje z izkušnjami in znanjem in ki želijo nekaj premakniti. V resnici bo veliko odvisno od politične usmeritve države in v tem sem zmerna optimistka. Kot je znano, Moldavijo jutri čakajo volitve. Moldavijska predsednica Maja Sandu jih je tudi zaradi domnevnih poskusov vmešavanja Rusije, kar Rusija zanika, označila za najpomembnejše volitve v zgodovini Moldavije.
Iz festivalov se selimo v izbor 2 razstav, ki so ju odprli v teh dneh oziroma nedavno. Telekom Slovenije je že 30 let glavni pokrovitelj ljubljanskega filmskega festivala Life. Več desetletij pa nastaja tudi njihova likovna zbirka. Okoli 10, dobrih 100 slik, grafik in skulptur je kustos Aleksander Basin izbral za veliko razstavo, ki si jo zdaj lahko gledamo v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani. To je prva javna predstavitev njihove zbirke, ki obsega dela slovenskih in tujih umetnikov 20. in 21. stoletja. Stilno v njej najbolj izstopa prelom iz modernizma v postmodernizem, ozira se tudi v informel, žanrsko jo predstavljajo skozi figuraliko, krajino, abstrakcijo in kiparstvo. Naslednji petek lahko v likovnih odmevih ujamete pogovor na temo, sledi pa nekaj odlomkov, ki jih je pripravil Žiga Bratoš. Pozdravljena oba, Katarina Hergovt, vodja razstavnega programa Cankarjevega doma, ter Aleksander Basin, muzejski svetnik in kustos razstave, likovna zbirka skupine Telekom Slovenije, Vidni svet brezmejnih povezav. Pozdravljena oba. No, eden od očitkov zbirkam podjetij, ki se kdaj pojavi, je, da so slabo ali sploh ne kurirane, torej da se dela nabirajo kar tako brez neke vsebine ali tudi kakovostne niti. Torej, kdo je kuriral zbirko Telekoma Slovenije skozi čas in kako so se dela pridobivala? Ne vem, če smo mi dva pravi naslov. Jaz poznam gospoda Majzla, ustanovitelja Mobitela, in mislim, da se je z njim začelo to. In iztočnice so bile pravzaprav takrat, dokler je Mobitel živel. In to je bilo seveda pred Telekomom. Ampak on je imel nek odnos do umetnosti, ste mi razlagali, in se tudi posvetoval, ne? Recimo z vami, gospod Basin. Ja, občasno sem jaz tudi svetoval. Ja. In hkrati ga seveda prosil za podporo. In tako je recimo Mobitel podprl celoti mednarodni kongres likovnih kritikov, edini, ki je bil v Sloveniji leta 2005. Razmišljam, ali podjetje, še posebej, ko nabira zbirko, razmišlja tudi ali zgolj o tem, kako se bodo slike podale v pisarne, v dekorativnem smislu. No, saj tako razmišlja tudi marsikdo, ki kupi sliko za domov, bodimo iskreni, ne? Ja. Zagotovo, jaz mislim, da je verjetno bil pri vseh teh en določen faktor, zakaj izbrati določeno delo, ne tudi to. Konec koncev tudi ta zbirka je bila ena od, bom rekla, izhodiščnih misli, seveda podpreti umetnike, ampak tudi kvalitetno opremiti poslovne prostore, in pa izobraževati ljudi. Tako da gre to z roko v roki. Konec koncev, ja, absolutno je boljše, da je obešena grafika enega priznanega slovenskega avtorja ali avtorice, kot pač neka naključna iz neke trgovine. In ki je dopadljiva, ki lepo opremi prostor, gospod Basin, temu se ne moramo izogniti, Sigurno, ampak roko na srce, vsi novi hoteli v Ljubljani so brez likovne opreme. No, dobro, da nas to opozorite. Jaz sem si to samo gledal in morbit bo to, kar zdaj državni zbor sprejema, mislim, da je v drugo branje že mimo, da bo zakon iz leta 2017, ki je obvezno likovno opremo za državne investicije, jaz sem s tedanjim poslancem Matičem sodeloval pri tem, pri prepričevanju poslancev, da se bo zdaj obaje to obnovilo. Ureditev razstave in kataloga je žanrska. Me zanima, če velja tudi to za samo zbirko, če je tudi urejena na nek način, ker to ni samoumevno, načinov, kako kategoriziramo likovna dela, je več. Žanrska kategorizacija je ena od možnosti, torej krajina, figuralika, abstrakcija. Ja, ampak samo žanr je pravzaprav narekoval izbor krajine. Krajina je tist žanr prisoten stoletja, da ne rečem tisočletja. In medtem ko stilne premene, ki jih zasledimo v tokovih figuralnih ali pa figurativnih
tle razlikujemo, in seveda in abstraktnih. In se mi zdi, da ravno abstrakcija je na tej razstavi lepo pokazana od tistih informelskih začetkov, ki so bili zelo šibki, na čelu z Janezom Bernikom, seveda, ali pa grafikom Kovačičem, in potem, ki se to potem in recimo z Branetom Severjem. Mogoče še to, kaj pa sama zbirka, kako so te zbirke urejene, recimo, kako je Telekomova zbirka urejena? Zdaj dela so na različnih koncih, ampak je verjetno kategorija. Ni urejeno. To je bolj po prisotnosti slike, praznem prostoru, recimo ena največjih slik Grudnova, ki je tudi po Odmevih, da je ena najboljših slik, jaz to tudi trdim, nima prostora. Je deleč tako rekoč v podzemlju stavbe Telekoma. Saj jaz mislim, da je bila tudi v tem teža te razstave, ne, da smo jo v bistvu pripravili in tukaj smo se tudi v Cankarjevem domu z neko to mislijo, ne, v bistvu tudi šli v ta projekt, ne, da s tem, ko smo delali, v bistvu prvič prezentirali ustrezno, se pravi, in ustrezno dokumentirali, predstavili, definitivno pripomogli k temu, da bo ta zbirka zdaj boljše in bolj ustrezno predstavljena, ne, in hranjena. Kar je tudi en zelo pomemben kriterij. Ne. No, mene je že v katalogu pritegnilo sopostavljanje del, na razstavi se pa to še potem nadaljuje. No, recimo, slika Nikolaja Bera, Jesensko potovanje, je ob sliki brez naslova Džanja Borte. Prvo je olje na platnu, krajina v značilnih Berovih zasivljenih barvah zastrtih, ne, kot bi jih nekoliko pomešali z zemljo, tako jih jaz doživljam. Sitotisk Borte pa živo rdeč, rumen, zelen. Pa recimo Flora, to je na razstavi Flora Gabriela Stupice in nevesta Dragice Cvek Jordan. Ne. Nekatere so postavitve torej pokažejo tudi na slogovno podoben pristop, naprimer še delo Jožeta Šubica Sonce v zakojci iz leta 92 in Poletje Tuga Šušnika iz leta 95. Te dve sta pa sploh zanimivi, ker se človek težko odloči, a sta krajina ali sta abstrakcija, v bistvu sta oboje. Ne. Ali občutje. Tako, ne. Geometrično in organsko abstrakcijo obe prepletata, ploskovitost in relief, krogi, lomljenje premic in tako dalje. Torej, s tem želim opozoriti, da lahko dela opazujemo tudi eno ob drugem, ne le posamezno, in tukaj to izstopi, se mi zdi. Ne? In še posebej na nekaj bi upozoril, jaz sem bil sam nisem bil prepričan, da bo to dobro funkcioniralo, ampak ugotovil sem, da se gledalec ali pa opazovalec, kot sem bil jaz, ali pa uporabim izraz dojemalc, dojemam majhen format z enako intenziteto lahko kot eden, ki je nad njim v prvem nadstropju. Recimo Jon, Gal, Planinc ali pa Laloši ali pa morbiti celo tudi Siko Plotajs, ki je rekel, ampak to je bila pa moja čestitka za novo leto, sem rekel, ampak dobra čestitka, takih manjka letos. Je tukaj treba tudi dodati, ne, da sta gospod Basin, ki je seveda opravil izbor in tudi pač neko to osnovno, ne, sta v bistvu potem skupaj z Dorjanom Spanzlom, ki je pa pač v bistvu poskrbel tako za, se pravi, za dotičen izris na vsaki steni, se pravi, v bistvu to postavitev, zakaj je ena zraven druge, ne, sta seveda to v bistvu skupaj z gospodom Basinom. Potem malo še na licu mesta, zadnje popravke, pa kakšne menjave, malo rošac smo še delali, ampak v osnovi je bilo pa v bistvu zelo dober zasnovan že v štartu. Ja, in resno, te so postavitve tudi za nekoga, ki ni iz likovnega področja, so zanimive, ne, ker v bistvu pokažejo na podobnosti in razlike hkrati, ne, kako se lahko pravzaprav nek motiv in pa način spreminja, pretaka in tako dalje. Ne. Absolutno, ja. Katarina Hergovt, vodja razstavnega programa Cankarjevega doma, ter Aleksander Basin, muzejski svetnik in kustos razstave likovne zbirke skupine Telekom Slovenije, ki je na ogled v galeriji Cankarjevega doma. Hvala obema za pogovor. Prosim. Hvala vam.
ob 20. obletnici smrti slikarja in kiparja Jožeta Pohlena, enega najpomembnejših sodobnih umetnikov istrskega in tudi širšega prostora, so na sedežu italijanske skupnosti v Kopru odprli retrospektivno razstavo z naslovom Vztrajanje pod robom. Med drugim so prvič na ogled risbe in akvareli iz umetnikovega mladostnega obdobja. Kurator Dejan Mehmedović je ob otvoritvi razstave izpostavil, da je Pohlen s svojstveno mediteransko estetsko likovnostjo, obenem trdno vpeto v Istro, vplival na številne mlajše umetnike. Prispevek je pripravila Lea Širok. Razstava je razdeljena v 2 sklopa. V koprski palači Tarsija so prvič na ogled Pohlenove mladostne risbe in akvareli, priče njegove nadarjenosti in vpliva obdobja, ko se je šolal v Firencah in tam živel vse do konca 2. svetovne vojne. Menim, da je ta del razstave pomemben prav zato, ker razkriva velik talent umetnika iz njegovih zgodnjih let, ki se je nato jasno izrazil v bolj zreli in drugačni obliki. V tem prvem ustvarjalnem obdobju je Pohlen zagotovo razpet med čustvi, ki so ga vezala na rojstni kraj, na družino, po drugi strani pa je vstopil v svetovljanski svet Firenc, kjer je več let živel pri meščanski družini mecenov, ki ga je tako rekoč posvojila, poudarja Mario Stefe iz koprske skupnosti Italijanov. Risbe in akvareli so večinoma iz zasebne zbirke Pohlenove hčerke Doris. Zanjo je bil oče neločljivo povezan z umetnikom. Najprej kot oče, ampak je toliko ustvarjal doma in toliko smo bili vpeti v njegovo ustvarjanje. Oboje, oče in umetnik. Drugi sklop razstave v koprski palači Gravezi Butoraj povezuje naslov Imago Istrije. Razstavljeni so kipi, risbe in fotografske predstavitve Pohlenovih najznačilnejših javnih del. Kurator razstave Dejan Mehmedović. Pohlen je bil virtuoz v risbi. On figuro lahko enoročno izpelje in ustvari iz te linije, črte, volumen. To predstavlja velikega kiparja. Da zna v bistvu narediti iz tega prostor, skratka iz dvodimenzionalnega, trodimenzionalnega. In to je pri Pohlenu, kako bi rekli, rutina. Pohlenova dela izražajo svojstven občutek in izraznost, preplet sodobnosti in tradicije, mitologije in aktualnosti. Jaz pravim, da je on iniciator nekega mediteransko-estetskega načina likovnosti, ki je prav značilen za prav naš prostor tukaj, ne? In ima naslednike potem iz tega. No? Ta se pa opira na v bistvu tisto dediščino, ki smo jo imeli tukaj v tem mediteranskem prostoru skozi različne kulture in različne nacionalnosti in različne načine, ki je ohranjena delno skozi literaturo, nekaj tudi skozi slikarstvo, pa kiparstvo in tako dalje. Skratka neke forme, nekaj, kar povezuje vse te od antične Grčije, Rimljanov, Etruščanov, Venetov, na koncu Slovanov, ki so tukaj, ne, ki so tudi ravno tako prisotni v tem prostoru. Tako da ta združitev skozi neko subtilno vez teh form je dala to, da je Pohlen začel ustvarjati na nek specifičen način. V razstavljenih delih se prepletajo teme, s katerimi je prežeto celotno umetnikovo ustvarjanje. Osrednja motiva sta istrski boškarin, bik in predvsem ženska v različnih arhetipskih podobah, ki se iz vpetosti v lokalno okolje ter vplivov italijanske in slovanske kulture prelivata univerzalno mediteranskost. Ta ženska figura pa ima različne pomenske, pa tudi vsebinske in tako dalje karakteristike. Ne? Ta ženska figura je lahko šavrinka, se pravi ta kmečka žena, ki drži ekonomijo družine. Ne? Po teh istrskih vaseh lahko je to dama, ki se kopa na plaži, ki jo tudi vidimo v tej svoji gracioznosti, lepoti. Na koncu je to lahko tudi neka erotična nota pri teh ženskah. Ne? Vidimo jih v različnih
pozah, če tako rečem, ne, ampak značilni formi, ki je pravzaprav pohlenovska. Ne. Kot umetnik mi je bila izjemno všeč ta njegova občudovanje ženskega lika. Ta lik, tako kot ga je on prikazal, je ohranjal vso svojo izjemno sodobnost, zlasti v tem mediteranskem prostoru. Dodaja nekdanja Pohlenova učenka, Koprčanka Devana Jovan. Povemo še, da je Jože Pohlen leta 1949 v Cerkvici v Rojstnih Razstavljah odkril eno najpomembnejših srednjeveških istrskih fresk, Mrtvaški ples. Razstavo Vztrajanje pod robom pa si je na sedežu italijanske skupnosti v Kopru mogoče ogledati do 11. oktobra. Tokratno kulturno panoramo smo pripravili Aleksandra Saška Gruden, Ana Lorgar, Matej Juh, Žiga Bratoš in Leja Širok. Za glasbeni del je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Max Pust. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokelj, oddajo pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu bo posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih.